nazaj na mojem kanalu. Danes je moj 3. dan v Braziliji in čisto iskreno sploh nisem nič vlogala. Oziroma vlogala zelo malo, zato ker se je preveč stvari dogajalo oziroma nisem sploh jemala kamere s sabo, kamor smo šli. Malo bolj potih govorim, zato ker ima Amanda v drugi sobi sestank s svojim šefom, ker dopoldne ona še dela, ker je učiteljica, tako da prek Zooma pač predava učencem. Jaz sem pa tukaj v njeni sobi, ker tukaj tudi spim. Tole je drugi vlog mojega brazilskega popotovanja. Če se še niste pogledali prvi del, What Are You Doing? Pejte si ga pogledati, link bom dala tukaj. Začenjam pa tale vlog z enimi takimi random fakti o Braziliji oziroma o mestu São Paulo, v katerem se tudi nahajam. In najprej za začetek povem, da nimam namena nikamor drugam potovati. Prvič zato, ker so leti zelo omejeni in tudi nimam toliko veliko časa. Tretja stvar pa zato, ker sem sama in iskreno ni toliko varna Brazilija spet, da bi zdaj kar lahko sama, kje pa sem se sprehajala oziroma šla naprimer v Rio, tako da bomo mogli enkrat drugič priti nazaj v Brazilijo in jeti pogledati še v Rio de Janeiro, ki je res eno izmed največjih brazilskih turističnih destinacij. Prvi random fact o São Paulo je, da je to eno izmed največjih mest Brazilije, ker šteje kar 12 milijonov prebivalcev. Halo? To je za 6 Sloveniji. Pa to je mesto, to je samo mesto. Tako se šele zaveš, koliko smo mi majhni, dobesedno. Seveda je tudi tukaj korona. Sem preverila in imajo torej na 12 milijonov prebivalcev. So imeli ta teden, to pomeni od 14. do 27. januarja, 154.000 pozitivnih primerov. Meni se iskreno to ne zdi toliko veliko, glede na to, da je toliko veliko število prebivalcev, ampak še vseeno je neka številka, ki po mojem mnenju ne predstavlja realnega stanja, ker itak se tukaj pol ljudi ne gre testirati in tudi veliko ljudi se je tukaj že cepilo. Kar se tiče cepljenja, sem govorila z Amando in je rekla, da se tukaj ljudje ne branijo cepiva, tako kot se na primer branijo v Sloveniji, ker nekako zaupajo sistemu, zaupajo svojim medicinskim strokovnjakom in za njih je to kakor še eno cepivo pač, ki ga morajo vzeti. Kar se tiče lockdowna, so ga uvedli isti dan, ko sem jaz prišla v Brazilijo. To pomeni, da se trgovine zapirajo ob 8 zvečer in tudi lokali, pač vse se zaprejo ob 8 zvečer in čez vikend ni nič odprt. Tako da sreča, nesreča, nimaš kaj v takih časih zdaj živimo. Čez dan pa je načeloma vse odprt, javni prevoz poteka, vsi hodijo v službo, samo pač posod se nosijo maske itd. Ok, zdaj pa dosti random faktov o São Paulo, ker jaz se moram zrihtati. Ker gremo čez eno ulico malo v mesto, mislim, da gremo na eno ful znano ulico, ne vem čisto točno kako se imenuje, pa gremo tudi v kavarno, ki se imenuje Coffee Lab in to sem zelo navdušena, ker po mojem mnenju se res najbolj začuti mesto, ko sediš v neki kavarni, nekje na prostem z lokalnimi oziroma domačini in tako res pač občutiš, kako mesto deluje, kako mesto poteka, kako mesto živi. Wait, which day is it today? Second? Wednesday. My vlog. I'm embarrassed. Oh, yeah. Okay, Wednesday. Yeah, I can start like that. Wait. Hello folk in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes je 27. januar, sreda. Wednesday, 27th of Jan. Jaz sem lih v avtu z Amando, Eno in pa Danielo, ker se odpravljamo na en coffee date. And yeah, do you remember her? Hi, do you remember me? Če se je ne spomnite... Like, just see. Wait, it's gonna be here. Če se je ne I always spomnite... wanted to say that. Če se je ne spomnite, pejte pogledati tukaj le tale video in tukaj se ona pojavila 3 leta nazaj, 2018. Wow. She hasn't changed a bit. I know she's here at my house. The next day. Stavba za mano je tisoči McDonald's v São Paulo. Samo v São Paulo. Why they have so many? I don't know. Coração tá batendo, quem diz não tem jeito. Sapo-babu, Jokamo se? Spet se jokamo, ne? We're crying. I mean, they don't even know what happened. Tell them.
Skenslali so vse lete iz Brazilije od 1. februarja naprej. In moj let je bil 2. februarja, 2nd of February.